Kakšni so aktualni izzivi tako na klinični kot na raziskovalni ravni glede zgodnjega odkrivanja in obvladovanja Fabryjeve bolezni? Izzivov na teh področjih, ki ste jih omenili, je pravzaprav zelo veliko in je zdaj verjetno eno najbolj dinamičnih obdobij v razvoju odkrivanja, zdravljenja in tudi raziskovanja Fabryjeve bolezni. Vse se seveda začne z trenutkom, ko se najde neko zdravilo, takrat se kar eksponentno poveča zanimanje za posamezno bolezen, še posebej za redko. Če govorimo o sami diagnostiki, si zelo veliko obetamo od vse bolj prisotne nove generacije sekvenciranja, kjer pričakujemo, da z večjo uporabo te metode se bo veliko več odkrilo tudi pacientov, ki bodo imeli Fabryjevo bolezen. Na področju same terapije prihaja cel kup novih zdravil, ki ne bodo več samo nadomestni encim kot do zdaj, ampak prihajajo tudi druge skupine, vključno z gensko terapijo. Se pravi, bomo lahko v bližnji prihodnosti res poskušali individualizirati zdravljenje, se pravi predpisovali najbolj optimalno zdravilo za posameznega bolnika. Na to se nanaša tudi raziskovanje, še posebej projekt, ki ga izvajamo pri nas v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, ko iščemo pravzaprav ravno tiste modifikatorje, ki spreminjajo in vplivajo na samo bolezen in hkrati s tem povezano tudi zdravljenje, tako specifično kot nespecifično. Kakšni pa so denimo dosedanji raziskovalni izsledki? Lahko zaupate kakšen fokus, v katerega se velja usmeriti v prihodnje? Jaz ocenjujem, da je področij pravzaprav več. Vsekakor prihajamo na en nov nivo raziskovanja tako imenovane omics tehnologije. To se pravi, se bo raziskovalo spremembe na samem genomu, na nižjih nivojih, kot je RNA, kot je recimo proteini, metaboliti, potem seveda na epigenetiko, metilacijo. Cel kup je teh projektov, seveda, ki posamezna ta področja pokrivajo. Tudi mi smo zelo aktivni, praktično skoraj da pri vseh. Nekaj delamo sami, še več pa skupaj z drugimi centri po svetu. In jaz mislim, da ključne raziskave so se pravzaprav šele začele. Zdaj smo nekje na začetku, kjer pravzaprav ugotavljamo, da je neverjetno veliko faktorjev, ki potem vplivajo, da pride do nekega znaka bolezni, ki se kaže navzven, in da je pravzaprav zaenkrat to znanje še premalo, da moramo zelo veliko še narediti na vseh teh področjih, ki sem jih imenoval. Seveda razvoj tudi tehnologije in znanja in pa povezovanja zelo pripomore temu, še posebej to zadnje, kar sem rekel, mreženje med strokovnjaki po svetu. Vidimo, da sami sebi nismo zadostni, da se rabimo vključevati v te mednarodne tokove. Zunaj je enako, tudi zunaj se poskuša vse bolj vključevati in to seveda daje v končni fazi potem tudi neke rezultate na relativno kratek čas. To je seveda pomembno pri obvladovanju sleherne bolezni, še toliko pomembnejše pa je pri redkih boleznih, kaj ne? To pa res, to se mi zdi, ravno to smo spoznali že zelo hitro v samem začetku, ko smo se začeli ukvarjati s to boleznijo. Ti v naši državi, ki je pa poleg tega še majhna, nisi pravzaprav imel sogovornika in je pravzaprav bila že takoj prva pot preko meje in se povezovati z kolegi, ki so imeli podobne težave ali pa podobne bolnike, da si izmenjeval izkušnje in potem se seveda zelo hitro gradila ta prva neformalna mreža, zdaj jih pa vse več je tudi formalnih, tako da to danes ni primerljivo. Tudi, bom rekel, pristopi k novim načinom zdravljenja danes so bistveno prej dostopni tudi nam, tudi raziskave, v katere se lahko vključujemo. Tudi to je nekaj, kar je izjemno pozitivnega v tem razvoju v zadnjih letih.